Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Na izpostavi Ajpesa v Kranju so ažurno ob objavi predstavili rezultate poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov, posameznikov na Gorenjskem v letu 2024. Ob koncu leta 2024 je bilo v poslovni register Slovenije vpisanih 23.996 poslovnih subjektov s sedežem v 18 občinah Gorenjske regije. Gorenjske družbe beležijo poslabšanje poslovnih rezultatov, bolje gre podjetnikom. Več o tem pa vodja izpostave Ajpes Kranj Zdenka Kajdiš. Ja, Gorenjska se sooča z izzivi, a ostaja trdna gospodarska sila. Približno 6.000 gospodarskih družb je v letu 2024 ustvarilo skoraj 10 milijard prihodkov, od tega kar 48% na tujih trgih. Še posebej izstopa podatek, da je izvoz izven EU narasel za 12%, kar potrjuje rastočo konkurenčnost gorenjskih podjetij na zahtevnih globalnih trgih. Podjetniška rast, se pravi število poslovnih subjektov, je znašala 1,6%, kljub manjšemu številu novoustanovljenih podjetij v primerjavi z letom prej. Produktivnost se je izboljšala, neto dodana vrednost na zaposlenega je zrasla za 5% in sicer na 60.554 evrov, kar je sicer še vedno 5% manj kot republiško povprečje. Gorenjska se pa ponaša tudi z absolutnim državnim rekordom, in sicer podjetja iz občine Žirovnica so dosegle kar 116.214 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar je največ v Sloveniji. Skupni neto čisto dobiček je znašal 391 milijonov evrov, a se je zaradi večjih izgub pri posameznih družbah znižal za 9%. Čista izguba se je povečala za 58%, in sicer pri velikih gospodarskih družbah, ki so jo glede na leto 2023 povečale kar za 5-krat. Kar se tiče plač na Gorenjskem, ostajajo konkurenčne, in sicer povprečna bruto plača je znašala za leto 2024 2379 evrov, kar je 153 evrov več kot leto prej in je tudi nad državnim povprečjem. Najvišje plače na Gorenjskem so imeli zaposleni v občinah Cerklje, Šenčur in Žirovnica, najnižje pa občine Jezersko, Bohinj in Naklo. Je pa, bom rekla, bila velika rast na področju samostojnih podjetnikov, ki so dosegli 10% rast neto dohodka, in sicer skupno 55 milijonov evrov, in s tem dokazali svojo prožnost in uspešnost tudi v tem spremenljivem poslovnem okolju. Po drugi strani pa gradbeništvo beleži največ težav, in sicer s porastom stečajev in prisilnih likvidacij. To področje je tudi najbolj izpostavljeno insolventnim postopkom v naši regiji. Kljub izzivom pa Gorenjska ostaja ena najbolj vitalnih regij v Sloveniji z visoko dodano vrednostjo, rastočim izvozom in okrepljeno vlogo podjetnikov. Gospodarska slika leta 2024 je raznolika, a v celoti kaže na prožno, inovativno in vzdržno poslovno okolje. Kako pa je z zaposlovanjem na Gorenjskem in koliko je delovno aktivnih prebivalcev ter kakšna je stopnja brezposelnosti? O tem je spregovoril direktor Zavoda za zaposlovanje območne enote Kranj Uroš Kopavnik, ki si želi več posluha države glede finančnih obremenitev plač. Gorenjska ima najnižjo brezposelnost v Sloveniji v povprečju že dolgo časa. Ugotavljam pa, da je ta razlika med povprečjem in gorenjsko brezposelnostjo malenkost padla. To je tudi zanimiv pokazatelj. In sicer na ravni Slovenije je bila januarja lansko leto 5,2%, na koncu decembra je bila pa 4,8%, kar pomeni, da je bila ta razlika v pravzaprav pozitivni minus, na Gorenjskem 1,9 januarja, decembra pa že 1,6. Par let nazaj, ko sem jaz pravzaprav nastopil, je bilo kar trdno 2 ali pa malo več kot 2% razlika, zdaj se pa malo manjša. Ne bom rekel, da je to zaskrbljujoče, je pa zanimiva podrobnost. Če pogledamo, kako je bilo to po naših uradih, kot veste, imamo mi na območni službi 5 uradov za delo, to je Kranj, Škofja Loka, Tržič, Radovljica in pa Jesenice. V Kranju je bila 3,6%, decembra lansko leto, v Škofja Loki 2,2%, to je tudi najnižja glede na
naše urade v Tržiču 3,8%, v Radovljici 3,1% in pa na Jesenicah 3,3%, kar je še vedno zelo nizko in tega smo lahko veseli. Zdaj, kako je bilo lansko leto s samim prilivom v našo evidenco brezposelnih oseb in pa za odlivom, prijavilo se je 5182 oseb, odjavilo se je pa 5136 oseb. Število brezposelnih, ki smo jih imeli v naši evidenci konec lanskega leta decembra, zadnji dan, je bilo 3151. No, jaz sem danes preveril, koliko je pa danes ta številka, je pa 2879. Se še vedno zmanjšuje, kot rečeno, mogoče malo manj močno kot do sedaj, ampak se pa zmanjšuje, no, to je pomembno. Potem znotraj teh brezposelnih, ki sem jih navedel, kakšen je delež mogoče posameznih skupin, pomembno je delo s tistimi, ki so dolgotrajno brezposelni, teh je 21,1%, kar je še zmeraj približno pomanj kot na ravni Slovenije, in pa tistih, ki so pa mi rečemo dolgotrajno brezposelni, to so tisti, ki so 2 leta ali več v naši evidenci, tistih je pa 8%, kar je spet veliko manj kot je pa povprečje v Sloveniji. Nina Vrabel iz Gospodarske zbornice Slovenija, regionalne zbornice Gorenjske, predstavila gospodarska pričakovanja in predvsem izpostavila turizem kot rastočo gospodarsko dejavnost na Gorenjskem. V letu 2024 smo ustvarili 3,6 milijarde evrov, to je za 4,8% več oziroma 162 milijonov evrov več kot v letu 2023. Delež izvoza Gorenjske regije v letu 2024 predstavljal 5,8% celotnega izvoza Slovenije, vendar v letu 2023 je bil ta delež višji in je predstavljal 6,2%. Gorenjska po rezultatih zaseda 5. mesto med 12 statističnimi regijami v Sloveniji.